Spoštovane gospe in gospodje, današnjo gostjo Janjo Klasinc, potem, kakor vidim tukaj od ljudi, zelo dobro poznamo. Njena kariera je, kot sama pravi, zelo pestra. Zato ji velja posvetiti nekaj besed. Diplomirala je iz novinarstva in mednarodnih odnosov na FSPN, sedaj FDV. Izhaja iz novinarskih vrst. Lahko bi rekli novinarske družine. Njen oče je bil znan novinar in publicist Hugo Klasinc. Bila je dopisnica iz Beograda, še v času nekdanje skupne države. V času razpada Jugoslavije in balkanskih vojn od 1988 do 1993. Takrat je pisala tudi za tuje medije, sodelovala tudi z uglednimi tujimi novinarskimi hišami, kot so CNN, BBC, Le Monde Diplomatique in Financial Times. Po povratku iz Beograda je bila dopisnica iz Slovenije v mednarodni novinarski mreži Alternativna informativna mreža. Ta je v vojnem in povojnem času pokrivala dogajanje na območju nekdanje Jugoslavije. Nato je delala kot novinarka in urednica v več časopisnih hišah in na RTV. Tudi kot odgovorna urednica Republike do njene ukinitve. Zatem je bila svetovalka ministra za odnose z javnosti na Ministrstvu za zunanje zadeve v službi za evropske zadeve. Kasneje pa sekretarka za PR na Ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim se je v tem času ukvarjala tudi s publicistiko in prevajanjem. Po poslanski karieri 2 poslanska mandata je vodila odbor za zunanjo politiko, ki je ključno delovno telo za mednarodno sodelovanje parlamenta in v MZZ je nadaljevala kariero kot vodja sektorjev za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi. Pred letom in pol se je upokojila. Vsega, kar je naša današnja gostja počela, se ne da zajeti v tej kratki predstavitvi, vsekakor pa mednarodni odnosi, še posebej razmere na Balkanu, so Janji Klasinc blizu, so spremljevalec njene celotne delovne kariere. V Beogradu se dobro počuti še danes, navezanost nanj ni le iz dopisniškega obdobja, temveč tudi družinske vezi. Te vezi jo vodijo pogosto v Beograd, Srbijo. Politične razmere v Srbiji in širše na Balkanu intenzivno spremlja že desetletja. Razpravo bom povezal Marjan Šetinc, predsednik SDMO, Slovenskega društva za mednarodne odnose. Pred tem pa nekaj uvodnih besed. O Srbiji slišimo veliko. Aleksandar Vučić, srbski predsednik, je pogosto na naših zaslonih in medijih. Kosovo, približevanje Evropske unije, odnosi s Hrvaško, odnosi z Rusko federacijo, Kitajsko, država, skozi katero se gibljejo množice migrantov na poti proti Evropski uniji, dobri odnosi z Orbanom, mini Schengen, pa še kaj. Morda celo je vredno omeniti Brdo-Brioni proces. Jugoslavija je bila po drugi svetovni vojni zagotovilo stabilnosti na Balkanu. S koncem hladne vojne je Jugoslavija izgubila ta smisel. Dezintegracija se je začela, ko so bili izčrpani dotedanji motivi za ohranitev skupne države. Verjetno bi vse izgledalo drugače, če bi Jugoslavija postala članica EU. Namreč ta možnost se
kazala v 80-ih letih 20. stoletja. Kakorkoli že, vse države nastale na ozemlju Jugoslavije, torej ves Balkan, ki še ni v Evropski uniji, vidi svojo prihodnost v Evropski uniji. Ta proces pa ne gre gladko za nobene od teh držav. Vse se sooča s politično realnostjo, tako notranjo kot zunanjo, ki se vsakodnevno spreminja in določa nove razmisleke in prilagoditve. Na tem območju se, kot lahko vsakodnevno spremljamo, soočajo interesi globalnih igralcev. Od Evropske unije, Ruske federacije, Kitajske, ZDA, Turčije, pa še koga. V primežu skrajno zapletene politične realnosti se v zadnjem obdobju znašla prav Srbija, največja med balkanskimi aspirantkami za Evropsko unijo. S podporo Ukrajini v vojni z Rusko federacijo se je spremenila in poenotila strateška usmerjenost Evropske unije in prišla v konflikt s strateškim prijateljem Srbije, Rusko federacijo. Srbija se ne ukvarja s pogajanji o 23 poglavjih akija, o tem se malo govori oziroma malo slišimo. To je le manj pomembna formalnost. Pogajati se mora s Kosovim, ki ga ne priznava. EU od nje zahteva razrešitev konfliktnih vprašanj, če želi v EU. Torej, Srbija se je znašla v primežu, ko se bo morala morda odreči zgodovinskemu prijatelju Rusiji, če hoče biti prijateljica z EU in Zahodom. Kaj bo izbrala? Kakšni politični argumenti bodo prevladali, ali bo prevladala ekonomska računica ali pa kaj nepredvidljivega? Ta in vprašanja, s katerimi se soočajo druge aspirantke iz regije za članstvo v Evropski uniji, so izziv za našo gostjo. Torej, Janja Klesinc, beseda je tvoja. Najlepša hvala, predsednik Marjan. Danes sem vesela, da vam bom govorila o svojih izkušnjah in o svojem poznavanju Srbije v položaju upokojenke. In sicer zaradi tega, ker če bi bila še diplomatka, kar sem na koncu svoje kariere tudi bila na Ministrstvu za zunanje zadeve, marsičesa ne bi povedala tako, kot bom povedala danes. Danes lažje direktno povem, direktno svoja mnenja o tem, ne da bi kdo mislil, da je to stališče Slovenije, stališče Ministrstva za zunanje zadeve ali kogar drugega. In zato bi vam rada povedala, najlepša hvala, Marjan, za izredno natančno predstavitev moje kariere. Naj temu dodam malenkost, da sem prvič stopila v Beograd s 4 leti, ker je tam živela in se poročila sestra moje mame in sem celo otroštvo hodila tja na počitnice, se naučila jezika in to mi je pomagalo potem kasneje. Kot novinarka sem še v Jugoslaviji spremljala mladinsko organizacijo in kasneje Zvezo komunistov Jugoslavije in hodila iz Ljubljane večkrat na sestanke v Beograd in zaradi tega mnogo lažje razumela vse, kar se je zgodilo ob razpadu Jugoslavije. Ker sem že videla vsa ta trenja, ki so se leta in leta dogajala znotraj teh zveznih organov. Zdaj sem bila nazadnje v Beogradu oktobra lani in to 14 dni in to je bila moja težka izkušnja, ker sem videla, da je življenje vsakič slabše, ko pridem tja. V kratkem bom spet šla na obisk, mogoče bom izvedela še kaj več, ampak tokrat se bomo posvečali predvsem temu, o čemer je govoril Marjan, o tem primežu, v katerem se je Srbija znašla. Vsekakor pa ne moremo brez nekih osnov. Jaz bi rada povedala, kako vidim jaz Srbijo danes,
z njenimi pozitivnimi dosežki in negativnimi dosežki, ne dosežki ravno, ampak z negativnimi stranmi. Če začnemo s pozitivnimi dosežki. V zadnjih 10 letih je uspelo srbski politiki nekako bolj stabilizirati gospodarstvo. To je pripomoglo k dvigu plač. In če vam lahko povem, da so bile leta 2012, da je bila povprečna plača v Srbiji 329 evrov, je danes 718 evrov in predsednik Vučić napoveduje, da bo konec leta 2025 1000 evrov. To je seveda možno, skoki so pomembni, ampak je treba videti tudi drugo stran. Ko stopiš v katerokoli trgovino v Beogradu, jaz bom govorila danes bolj o Beogradu kot o notranjosti Srbije, ker poznam boljše Beograd in sem tam tudi bivam. Notranjost Srbije je vendarle še cenejša, ampak v Beogradu so osnovna živila v trgovinah dražja približno za 20 do, bi rekla, 25% kot v Ljubljani. Dražja. Tržnica je bistveno cenejša, storitve so bistveno cenejše, plačevanje razno elektrike in vseh teh stroškov stanovanj so cenejše, vendar po začetku rusko-ukrajinske vojne je prišlo v Beograd živeti najprej 100 000, zdaj ocenjujejo že 200 000 Rusov in Ukrajincev. To niso reveži, to niso begunci, to so praviloma ljudje, ki so bogati, lastniki raznih firm, ki ne morejo več poslovati zaradi sankcij z Rusijo v Moskvi in v drugih večjih ruskih mestih in zato prihajajo v prijateljsko Srbijo, zlasti v Beograd, in so pripravljeni za stanovanja, za najem stanovanj odšteti od 1000 do 3000 evrov mesečno, pripravljeni so dajati milijonske vrednosti za hiše in velika stanovanja. In kaj se je zgodilo v Srbiji? Enostavno ljudje iz notranjosti so hendikepirani, ker svojih otrok ne morejo več normalno šolati v Beogradu, na fakultetah, na srednjih šolah, poklicnih, ker so stanovanja nedosegljiva. Enostavno ne morejo plačevati. Najem stanovanja v Beogradu je od 600, enosobnega stanovanja, od 600 do 700 evrov, izven centra, v centru je to okoli 1000 evrov in potem se tako vzpenjajo te cene, da je življenjski standard zelo težek. Govorila sem o pozitivnih stvarih. Res je, da večkrat vidimo tudi v Beogradu polne restauracije ljudi. Vi težko v dobrih, precej dragih restauracijah, po podobnih cenah kot pri nas, najdete prostor. Zakaj? Zaradi tega, ker je približno 10% beograjskega prebivalstva bogatega, ne premožnega, bogatega. In to so ljudje, ki imajo tako veliko denarja, med njimi je največ vojnih dobičkarjev in podobnih, malo je tistih, ki so uspeli po regularni poti. In ko je ta masa od 2 milijonov 200 000 ljudi prihaja v restauracije, ni nič čudnega, da je to vse zgleda, kot da je v mestu vse prekrasno. Pozitivno je, da je predsednik Vučić, odkar je prevzel oblast, začel ogromno vlagati v gradnjo cest, železnic, bolnic. Med covidom se je zgradilo ogromno novih bolnic, tudi opremilo dobro teh bolnic, imajo pa podobne probleme kot v Sloveniji, nimajo dovolj medicinskega osebja, zdravnikov, medicinskih sester. Gradijo se tudi stanovanja.
Stopnja zadolženosti Srbije je okoli 65%, kar je pod evropskim povprečjem. Torej, finance nekako obvladujejo. So pa seveda od prevzema predsednika Vučića oblasti posledice precej negativne, predvsem za demokracijo v tej državi. Po zadnjih raziskavah javnega mnenja, ki jih je naredila agencija Črta, naj bi samo 25% vprašanih ugotovilo, da so zadovoljni z stopnjo demokracije v svoji državi. Ampak potem so pa še bolj zanimiva druga vprašanja, in sicer polovica teh vprašanih misli, da bi bilo treba širiti demokracijo, jo krepiti, ji pomagati, druga polovica pa misli, da bi morali krepiti oblast predsednika Vučića, ker oni vidijo že tradicionalno, so Srbi zelo vezani na vodje, oni imenujejo vožde. Skratka, nek močen vožd, ki četudi ni prav posebej demokratičen, je večinoma bolj priljubljen med ljudmi, kot pa ena normalna parlamentarna demokracija. Tu prihajamo do nove točke, ki je precej zanimiva, in to je razkorak med srbsko ustavo in realnostjo. Srbska ustava v svojih temeljnih členih, podobno kot slovenska, govori, da je Srbija parlamentarna demokracija. Srbija že dolga leta ni več parlamentarna demokracija, to se je zrušilo z Miloševićem, potem se je nekako popravilo v času Zorana Đinđića, in rada bi opozorila, ko ga omenjam, da bomo v nedeljo se spomnili 20-letnice umora Zorana Đinđića, že 20 let je od tega, in lahko si mislite, kako je v državi, ki že 20 let nima demokracije. Ta demokracija pa izgleda tako, če smo zelo konkretni, vse je v rokah enega človeka. Enega človeka se vpraša, ali se bo gradil vodovod nekje v Srbiji, tega istega človeka se vpraša, ali bo Srbija vstopila v zavezništvo z Evropsko unijo ali z Srbijo, tega istega človeka se vpraša, kdaj bodo volitve, ker mi nikoli ne vemo, kdaj bojo volitve, o tem, kdaj bojo, odloča predsednik, in tako dalje in tako dalje. Parlament, to se pravi narodna ljudska skupščina, kot jo oni rečejo, je, hvala Bogu, ta mandat dobila obliko normalnega parlamenta. V njej je tudi opozicija. Ta opozicija je zastopana tako, da je dobila 120 poslancev v parlamentu Vučićeve stranke, 38 poslancev je demokratske neke združene opozicije, potem je 32 poslancev Dačićeve, to se pravi ministra za zunanje zadeve Ivice Dačića, socialistične stranke, potem se pa v glavnem vrstijo majhne, nacionalistične in rojalistične stranke, ki so dobile zelo malo glasov, ampak ravno toliko, da so prišle v parlament. Problem Srbije je seveda v tem, da nima več prave opozicije. Če je kdaj jo imela, in jo je imela izredno dobro, je pa zdaj več nima. Še tisti, ki pa so v tej opoziciji, imajo zelo resne težave. Namreč, to je precej policijska država. In ni problem ljudi, ki so nasprotniki režima, preganjati, ni problem pretepati, ni problem obsojati. Zelo težko se v Srbiji zdaj
zadrži pravna država. Pozabila sem prej, ko sem govorila o parlamentu, omeniti še vlado. Predsednica vlade je Ana Brnabić, ampak njo nikoli ne boste slišali, da bi razlagala, kaj bo vlada naredila, vedno to razlaga predsednik Vučić. In samo kadar predsednika Vučića ni, se pojavi Ana Brnabić, drugače je jasno. Njo je izbral predsednik Vučić in vse ministre je izbral predsednik Vučić. Tako da to je resen problem Srbije danes, zato je tudi velik odpor nekako širše demokratično mislečih ljudi proti Vučiću. Predvsem so pa ljudje jezni na Evropsko unijo in na druge mednarodne faktorje, ki se pogovarjajo samo s predsednikom Vučićem. Ampak bodimo realni, s kom drugim pa naj se ne. On je tisti, ki predstavlja to državo, ne? Prave opozicije, pravih opozicijskih liderjev je malo. Zahodnoevropejci se s Srbijo in Zahodnim Balkanom ne ukvarjajo kaj poglobljeno, predvsem zelo po vrhu. Takrat, ko pa se morajo ukvarjati, ko pride do ekscesov, pa ne poznajo razmer dobro. In tukaj bi jaz rada pohvalila našo zunanjo ministrico, še v prejšnji, Tanjo Fajon, še v prejšnji vlogi, ko je bila poslanka Evropskega parlamenta. Ona je odigrala izredno pomembno vlogo kot vodja skupine zadolžene za Srbijo pri razgovorih tudi s predsednikom Vučićem in z predstavniki opozicije, ni, bi rekli, šparala jezika. Vedno je povedala tako, kot je videla stvari, in zato sta bila s predsednikom Vučićem tudi v neprestanih konfliktih. Zdaj, odkar je naša zunanja ministrica, so se stvari umirile in menda, da se razumeta bolje. Kot sem rekla, šepa pravna država. Odstavljajo in grozijo tožilcem, odstavljajo sodnike. Pred kratkim je bil nekaj dni nazaj, je bilo veliko zborovanje in protesti odvetnikov zaradi tega, ker je oblast res šikanirala in odstavljala neke tožilke. To je na področju pravne države, ne bom šla v podrobnosti, ker ne bo časa. Najhujši problem so mediji. Odkar je ta vladajoča ekipa na oblasti, mi ne moremo v Srbiji zaslediti veliko objektivnih informacij. Zakaj? Srbija je imela še v času Miloševića in po Miloševiću nekaj odličnih zasebnih opozicijskih, bi temu rekli, televizijskih postaj. Televizija je najbolj gledana, ljudje tudi v Srbiji, tako kot povsod po svetu, manj kupujejo časopise in zato so televizije najbolj pomembne. No, skratka, vse te televizije so se borile z finančnimi sredstvi, tudi naše se, in to je izkoristil predsednik Vučić, katerega prijatelji so pokupili te televizije, in vi lahko na teh televizijah gledate samo še provladne informacije, ki popolnoma izkrivljajo resnično sliko o notranjepolitičnem in zunanjepolitičnem dogajanju Srbije. Zaradi tega, ker vidim med vami veliko ljudi, ki imajo kontakte še vedno z Srbijo, naj rečem, od televizij izstopata po kvaliteti dve televiziji, obe zasebni. Nova je ena televizija, katere lastnik je tudi lastnik časopisa Nova S. Druga televizija, ki je izredno kvalitetna, je pa N1. To so pa te televizije, ki jih je za področje Balkana ustanovil CNN, in sicer na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Srbiji.
V času vlade Janeza Janše pa so se zelo potrudili, da bi podobno televizijo ustanovili tudi v Sloveniji, ker so mislili, da so naši mediji seveda osiromašeni, kar v bistvu so bili in so še danes. In ta N1 pri nas deluje samo kot spletna stran, ne pa televizija. Imajo tudi snemane prispevke. No, ta N1 omogoča seveda veliko dobrih informacij od doma in iz sveta, profesionalnih, z vseh strani, z leve, z desne in podobno, ampak je problem, da oblast tudi vpliva na distributerje medijev in te televizije se ne morejo videti v celi vrsti mest in delov Srbije. Enostavno niso vidne. Zadnji problem je ta proruska usmeritev in izvažanje tega v sosednje države, kar je pa konec koncev spoznala tudi Evropska unija, malce pozno, a od srca, in v zadnjem času spremenila odnos do dogajanja v procesu pogajanj med Srbijo in Kosovom. Marjan je rekel, in tudi naslov današnje teme je, da je Srbija v primežu. Srbija je v primežu zahodnih sil Evropske unije, ZDA na eni strani in Rusije na drugi strani. Jaz nisem prepričana, da se bo Srbija kdajkoli odrekla prijateljstvu z Rusijo, ker mislim, da bi bilo to tudi neumno. Če imaš ti dolgoletne zaveznike, jih obdrži, ampak seveda zaradi tega pa ne moreš podpirati vsega, kar ti ljudje delajo. Mislim, da bo Srbija v kratkem morala korenito spremeniti svojo zunanjo politiko. Gre pa predvsem zaradi teh pogajanj, ki so se zgodila v Bruslju 27. februarja. To niti niso bila pogajanja s Kosovom, ampak zdaj me zanima samo nekaj. Prosim, da komunicirate z mano že med predavanjem. Ali bi vas zanimalo, da ponovim mogoče nekatere stvari iz zgodovine med Srbijo in Kosovom? Ker bom potem daljša, če bom to ponavljala. Tukaj je generacija, ki to v glavnem ve, mislim, ne? No, potem bom pa spomnila, ker mislim, da brez tega vedenja ne moreš razumeti tega, kar se dogaja danes. Skratka, Kosovo je bilo v Jugoslaviji avtonomna pokrajina, bom kratka. Želeli so si postati predvsem kosovski Albanci republika. Jugoslavija jim tega ni pustila, še najmanj je to pustila Srbija. Začeli so se upori in leta 1981 je prišlo do oboroženih spopadov na Kosovu in jugoslovanska in srbska policija in vojska sta tja poslali svoje enote in ta upor zadušili. Seveda so zadušili oborožen odpor, niso pa zadušili odpora med prebivalstvom. Jaz sem bila takoj po tistem kot mlada novinarka z delegacijo novinarjev dela na Kosovu in sem videla, da je v bistvu popolnoma prekinjena vsakršna komunikacija med kosovskimi Srbi in med Albanci. Med sabo se niso pogovarjali, Srbi niso razumeli albansko, Albanci so razumeli srbsko, ampak niso hoteli govoriti in v takih razmerah so se ta nasprotja samo še povečevala. Leta 1987 je bil predsednik Srbske zveze komunistov Slobodan Milošević. Ob eni priložnosti je prišel na Kosovo polje, to se pravi med kosovske Srbe, kjer je nastal manjši incident
med skupino kosovskih Srbov in albansko policijo, ker v policiji so bili pa v glavnem kosovski Albanci, in oni so reagirali, ta policija je reagirala s pendreki, z agresijo in tako dalje na protestnike. In takrat je Slobodan Milošević izrekel stavek, ki se ga starejši vsi spomnimo: niko ne sme da vas bije, nihče vas ne sme pretepati, in s tem požel veliko slavo in si naredil vzpon v Srbiji, politični vzpon. Ko je prišel na oblast Milošević, ko je postal predsednik Republike Srbije, je leta 1990 ukinil avtonomijo tako Kosovu kot Vojvodini. In to je sprožilo na Kosovu še bistveno večje nezadovoljstvo. Vrstila se je vrsta akcij, ki so jih Srbi takrat in danes imenovali teroristične akcije, in moral je posredovati NATO, ki je 1999. leta interveniral, bombardiral srbske vojaške in politične cilje v Srbiji in tudi na Kosovu. Sledila so mirovna prizadevanja mednarodne skupnosti, spomnite se mogoče konference v Rambouilleju. Najpomembnejši dogodek pa je bil leta 1999 sprejem resolucije Združenih narodov 1244, to je ta številka, ki je pravno potrdila suverenost Republike Srbije na Kosovu, ampak obenem določila začasno upravo, ni pa Srbiji pustila, da bi upravljala več na Kosovu, ampak je odredila začasno upravo misije Združenih narodov. Na Kosovo je prišlo okoli 40.000 vojakov mednarodnih sil, ki so se imenovale KFOR, in tam v zaščito, takrat so rekli, v zaščito Albancev. Albansko prebivalstvo na Kosovu je to s pridom, bi rekla, izkoristilo in začelo postavljati svojo institucionalno strukturo. V bistvu so kosovski Albanci počasi izgradili prve institucije, tako da so 17. februarja 2008, zdaj pred dnevi smo praznovali 15-letnico samostojnosti Kosova, razglasili samostojnost Kosova. Še isto leto ga je priznala tudi Slovenija. Prav tista resolucija Združenih narodov 1244 pa je mednarodni pravni akt, na katerega se vsa leta sklicuje Srbija, ki je priznaval ozemeljsko celovitost in nedotakljivost njenih meja, in na osnovi te resolucije razlaga tudi svoj pristop do vojne v Ukrajini. Namreč, Srbija je obsodila napad Rusije na Ukrajino in izjavila, da podpira celovitost Ukrajine. To noče pa uvesti sankcij. To se pravi, Vučić uspe vedno nekako obdržati tehtnico, na eni strani naredi eno, na drugi strani drugo, kar je konec koncev, ga imeli radi ali ne, dobra stran vsakega politika, če zmore. In to mu je do zdaj tudi uspevalo. Problem je v tem, da je Kosovo priznalo 99 držav članic Organizacije Združenih narodov, najprej že 115. Toda Srbija je takoj po tistem sprožila jasno in odločno diplomatsko akcijo, predvsem po državah tretjega sveta, in je uspelo to številko 115 zmanjšati na 99, ker so mnoge države umaknile to svojo podporo in priznanje neodvisnosti. Na svoji strani, kar je zelo pomembno vedeti, ima Srbija države BRICS-a.
To ni nepomembno, ker so to zelo močne države, to se pravi Rusija, Kitajska, Indija, Brazilija in na svoji strani ima tudi 5 držav članic Evropske unije. Ciper, Grčija, Romunija, Slovaška in Španija ne priznavajo samostojnosti Kosova. Vse te evropske države imajo za to svoje razloge, ki so lahko podobne situaciji, kot je med Srbijo in Kosovom. Recimo pri Špancih je razumljivo, da ne podpirajo odcepitve Katalonije in se tega bojijo in zdaj ne morejo podpirati tega drugje. Mnogi pa se sklicujejo, predvsem države BRICS-a, jaz sem to dosti čitala, ravno na to, na temeljne postulate Združenih narodov, ki pač zagovarjajo celovitost mednarodno priznanih držav. Seveda se lahko iz tega nekaj naučimo in to, da v mednarodnih odnosih ni pomembno samo pravo. V mednarodnih odnosih je pomembno tudi, kako spoštuješ demokratične standarde, človekove pravice, kako ravnaš do manjšin, ali si nasilen ali nisi nasilen. Jaz bom povedala svoje mnenje v zvezi z agresijo Rusije na Ukrajino. Seveda je 1000 razlogov, o katerih lahko govorimo, da ni bilo strani enih ali drugih kdaj narejeno kaj narobe, vendar agresija je agresija. Agresija je nesprejemljivo dejanje za vsakogar. In zdaj preidimo končno na ta silni papir, ki pa naj bi vse skupaj spremenil. Evropska unija je ugotovila, da če se bosta Kosovo in Srbija še dolgo pogajala, ker se pogajata že tam 20 let, pa stalno sprejemajo neke sporazume, pa briselski sporazum, pa sporazum, pa tretji sporazum, ne bom zdaj vse naštevala, in potem se tisti sporazumi nikoli ne uresničujejo. Enkrat krši sporazume ena stran, drugič krši druga stran, ni samo enega krivca, ampak tako poteka. In Evropska unija je končno ugotovila, da tako ne bo več šlo in je napisala sama dogovor, ki se mu reče dogovor o poti k normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo. In ta dogovor je pokazala 27. februarja obema predsednikoma in Vučiću in Kurtiju, in jima jasno povedala, da besedilo tega dogovora je dokončno, o njemu ni pogovorov in to je, skratka, ta dogovor se lahko sprejme ali zavrne. Zdaj, če bi se zavrnil, bom še prvič povedala, kaj v bistvu v dogovoru je, ker je to bolj pomembno. 11 točk ima, ni dolg dogovor, to je kratek, ampak zelo jasen. Obe pogodbenici vzajemno priznavata svoje dokumente in nacionalne simbole, vključno s potnimi listi, diplomami, registrskimi tablicami in carinskimi žigi. Ko priznavaš vse to vzajemno, potem priznavaš državo, ne? Obe pogodbenici se bosta ravnali po ciljih o spoštovanju njihove neodvisnosti, avtonomije in ozemeljske celovitosti, pravici do samoodločbe, varstvu človekovih pravic in nediskriminaciji. 3. člen. V skladu z ustanovno listino OZN morebitne spore med seboj rešujeta izključno z mirnimi sredstvi in se morate vzdržati, kar je še pomembneje, vsake grožnje ali uporabe groženj. Tukaj je pa, to prizadene pa obe strani, ker Srbija je ob zadnjih težavah z registrskimi tablicami poslala vojsko na mejo s Kosovom, medtem ko je kosovska policija
zelo agresivno napadala kosovske Srbe na začetku mirnih protestih, se potem pa niso bili več mirni, ne. Skratka, oboji so precej vročekrvni, tukaj zdaj naj bi tega več ne bilo. 4. člen ima bistven stavek za Republiko Srbijo. Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v nobeni mednarodni organizaciji. Skratka, cel papir, še ga bom brala, je narejen tako, da Srbiji ni potrebno dvigniti roke v Združenih narodih za priznanje Kosova kot samostojne države, vendar pa vsem ostalom jo pa mora priznavati. 5. člen. Ne bo nobena od strani blokirala napredka druge pogodbenice na njuni poti v Evropsko unijo ali spodbujala kogarkoli k blokiranju. To pa zadeva že spet Srbijo s tisto diplomatsko akcijo, ki jo je po svetu vodila, da bi nekateri preklicali svojo podporo Kosovu. 6. člen. Medtem ko sedanji sporazum predstavlja pomemben korak k normalizaciji, bosta pogodbenici nadaljevali proces dialoga. Skratka, ta papir samo začenja nov dialog pod vodstvom Evropske unije, ki bo pripeljal do pravno zavezujočega sporazuma, to še ni pravno zavezujoč sporazum, in normalizaciji njunih odnosov. In seveda bosta morali poglobiti sodelovanje, in vsako sodelovanje med obema bo določeno v posebnih sporazumih. 7. člen zadeva Srbe na Kosovu. Tukaj je pa sporno in za Kosovo in za Srbijo. To tukaj in eni in drugi težko požirajo. Srbi so namreč hoteli, da bi v besedilu pisalo, da se bo ustanovila skupnost srbskih občin. Tekst tega člena pa piše, da obe pogodbenici se zavezujeta, da se bojo na osnovi obstoječih evropskih izkušenj vzpostavila ustrezna raven samoupravljanja srbske skupnosti na Kosovu in zmožnost zagotavljanja storitev na določenih območjih, vključno z možnostjo finančne podpore Republike Srbije tem ljudem na Kosovu in neposrednim komunikacijskim kanalom za srbsko skupnost z vlado Kosova. Pogodbenici bosta formalizirali tudi status Srbske pravoslavne cerkve in zagotovili močno raven zaščite seveda srbskih verskih in kulturnih objektov, kar je za Srbijo izredno pomembno. Srbija je lahko z delom tega zadovoljna, z drugim delom pa ni zadovoljna, ker bi si želela imeti trdnejšo teritorialno skupnost znotraj Kosova, ki bi spominjala na Republiko Srbsko v Bosni in Hercegovini. Tega pa ne Kosovo, ne mednarodna skupnost noče, ker sami vemo, kaj Republika Srbska pomeni v Bosni in Hercegovini za njeno dobro delovanje. To je velika ovira. Govorili bomo še potem kasneje o tem. Skratka, izmenjati se obe strani tudi stalne misiji. In še bolj zanimivo, ustanovijo se te stalne misije na sedežih vlad obeh republik. To se pravi kosovska v Beogradu na sedežu srbske vlade in srbska na sedežu kosovske vlade v Prištini. To je že spet popoln dokaz obojestranskega priznavanja. 9. člen spodbudno govori o zavezanosti EU in drugih donatorjev, da bojo izredno podpirali vse skupne projekte obeh držav na najrazličnejših področjih, od kulture do gospodarstva. 10. člen govori o skupnem odboru, ki bo spremljal izvajanje tega sporazuma. 11. člen pa opozarja na nujnost spoštovanja načrta izvajanja, ki je dodatek k temu dogovoru in ni objavljen. Jaz sem
ta dogovor dobila, skratka, je javnosti dosegljiv na strani EAS-a, to se pravi diplomatske službe Evropske unije, kjer je dobesedno objavljen, medtem kot ta dodatek, načrt, kako se bo pa to izvajalo, je pa tajen. To se pa vidi, da očitno bojo to še dogovarjali in naslednjič se dobijo 18. Borrell kot visok predstavnik za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, Miroslav Lajčak kot odposlanec za dialog med Beogradom in Prištino ter oba predsednika Srbije in Kosova se dobijo na Ohridu, kjer bojo nadaljevali pogovore o izvedbi tega sporazuma, ki je pač zapečatan. Povedala sem že vse, kako vsi gledajo na obe strani. Vučić se je vrnil in naslednji dan imel intervju na državni televiziji, kjer je skušal te svoje obveznosti nekako zakriti, govoril o tem, da bomo še videli, kaj bomo sprejeli, je pa zraven rekel, dokler sem jaz predsednik, ne bom podpisal odločitve o samostojnosti Kosova. Po tem sporazumu mu tega tudi ne bo treba. Ne? On bo z vsemi dejanji moral priznati, ne bo pa treba podpisati. Kurti je bil z dogovorom dosti bolj zadovoljen, se je vrnil na Kosovo, je na tiskovni konferenci povedal, da bojo mednarodno priznani očitno in vse skupaj, ampak je opozicija takoj skočila in ga napadla zaradi tega, ker bojo pa vendarle morali dati samoupravo kosovskim Srbom. Oba bosta imela doma težave, ampak vedno je treba sklepati kompromise, brez kompromisov se ne da narediti nič. Zanimiva je še ena stvar, da ko se je razpravljalo o tej samoupravi kosovskih Srbov, so se oglasili Albanci, ki živijo v Preševu, to je pa mesto takoj za kosovsko mejo že v Srbiji, ki pa nimajo prav posebnih pravic v Srbiji in so naslovili svoje pismo tako v Bruselj, kot tudi v Washington in zahtevali, da se tudi njih obravnava enakopravno. In jaz mislim, da je tudi to razlog, da so se snovalci tega dokumenta, to so Francozi in Nemci, nekako umaknili direktnemu izrazu, da bi bila to skupnost občin ali pa karkoli, skratka, širši pojem samouprave so določili. Skratka, videli bomo, kako se bojo stvari dogajale po 18. marcu. Toda, zdaj pa treba vedeti, zakaj je ta Srbija v primežu. Kaj se je dogajalo pred objavo in pojavnostjo tega teksta? Evropska unija je dolg časa tolerirala vse izpade Srbije, zdaj bom govorila samo o Srbiji, ne o Kosovu, v zvezi z neupoštevanjem dogovorov, v zvezi z neupoštevanjem norm Evropske unije, velikim zaostankom pri pogajanjih z Evropsko unijo in tako dalje. Potem je prišla pa ta rusko-ukrajinska vojna, kjer se je začel velik vpliv Rusije na Balkanu. In Vučić je v Davosu na začetku letošnjega leta, na tem svetovnem gospodarskem forumu, v svojem govoru rekel, da Srbija vedno bolj ugotavlja, da ni več navdušena nad Evropsko unijo. Takrat jim je pa počel film, ne? In takoj po tistem, kakšen teden, 10 dni zatem, se je pri Vučiću pojavila prva delegacija, ki je bila ameriška delegacija
Vodil jo je veleposlanik Združenih držav v Srbiji, Christopher Hill, o njemu bom potem povedala še nekaj več, izredno pomemben diplomat. V delegaciji je bil pa tudi predstavnik Pentagona in to ponavadi ni navada takih. To se pravi, Pentagon je jasno povedal Vučiću, poglejte, mi smo pripravljeni, samo igrajte se. Ne? Takoj za njimi, za Američani, je prišla delegacija veleposlanikov Nemčije iz vseh držav Zahodnega Balkana. Vsi so prišli v Beograd k Vučiću in mu razložili, da tako naprej ne bo več šlo. Zakaj je pa pomembna Nemčija? Nemčija je v Srbiji definitivno, pa tudi v drugih državah Zahodnega Balkana, najmočnejši gospodarski faktor. Najmočnejši. In to je partner, brez katerega nobena od teh držav ne bi normalno več mogla funkcionirati. In zadnja delegacija, ki je bila pa odločilna, vse se je pa to dogajalo v sklopu dobrega tedna dni, je prišla skupina 5 diplomatov, to so bili 3 zunanje politični svetovalci francoskega predsednika Macrona, nemškega kanclerja Scholza in italijanske premierke Macronjeve. Potem je bil v njej namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja Gabriel Escobar, ki je zadolžen za srednjo in jugovzhodno Evropo, in pa seveda Miroslav Lajčak, poseben poslanec EU-ja za ta dialog med Beogradom in Prištino. Ta peterica je Vučiću pokazala v bistvu osnutek dokumenta, ki sem ga pravkar prebrala. Bil je še malce drugačen, v tistem dokumentu je še obstajala Zveza srbskih občin, pa še ene zadeve so bile malo drugačno napisane in so rekli, to sprejmeš ali zavrneš. Če zavrnete, če Srbija tega ne sprejme, potem sledijo sankcije in to celotnega zahodnega sveta, to se pravi Evropske unije, Združenih držav Amerike in še nekaterih partnerjev, kar pa pomeni prenehanje vsake gospodarske in finančne pomoči, ponovno uvedbo viz za potovanja v vse države Evropske unije, v Združene države pa morajo tako imeti še zdaj vizo in druge resne omejitve. In takrat je nastal v Beogradu pa resen pretres. Takrat je Vučić samoiniciativno prosil neke svoje medije, ne državno televizijo, neke druge, da je na 3 televizijah istočasno govoril, jaz sem to spremljala, in je povedal, da jih Zahod izsiljuje, da nimajo druge možnosti, skratka, velika žrtev je Srbija pri celi zadevi, ampak da drugega ne morejo in da slej ko prej se bojo stvari morale spremeniti, ampak še vedno, da priznali pa Kosova ne bojo. In to je verjetno tista rešilna bilka, ki jo Zahod ponuja Vučiću, da pač ne bo treba podpisati te samostojnosti, pa da bo vendarle naredil tisto, kar od njega vsi pričakujejo. Zdaj pa poglejmo, kaj bi se zgodilo, če bi Srbija to zavrnila. 70% vseh investicij v Srbiji prihaja iz Evropske unije. Pred covidom je bilo to 85%. Zdaj je padlo na 70% zaradi splošne krize v Uniji. 65% vsega srbskega izvoza gre na trge Evropske unije. Od leta 2014 naprej so lastniki večine tujih podjetij ljudje iz držav Evropske unije in zaposlujejo v Srbiji 280,000 delavcev. Če bi se te tvrtke umaknile ob sankcijah, ker bi se morale, tako kot so se iz Rusije morale umakniti, bi izgubilo službo čez noč 280,000 ljudi. Srbija je pred kratkim donirala, Evropska unija je Srbiji pred kratkim donirala 150 milijonov evrov za ublažitev energetske krize.
Kmalu vam bom povedala, kako je Srbija povezana z energetiko z Rusijo in je zato ta pomoč toliko pomembnejša. Kot dokaz, da je pa Vučić očitno pokimal v Bruslju, je pa dogodek, da je 2 dni po tistem, ko se je zgodil nekak dogovor v Bruslju 27. februarja, to se pravi 1. marca, Evropska unija donirala Srbiji 598 milijonov evrov za gradnjo železniške proge Beograd-Niš, ki jo Srbi gradijo z krediti, ki jim je dala Rusija. Ampak Rusija jim je dala kredite, jim ni dala denarja. To se pravi, oni morajo denar Rusom vračati, medtem kot Evropska unija je zdaj podarila Srbiji to. In zato zdaj lahko lažje razumemo tudi, zakaj se Srbija tako zelo boji uvesti sankcije proti Rusiji. Namreč, Srbija je v popolnosti odvisna od Rusije zaradi uvoza plina. Ves plin, ki ga uvaža, prihaja iz Rusije. Z Rusijo ima sklenjen sporazum za uvoz plina v vrednosti 2 milijard evrov do konca letošnje grelne sezone, to se pravi še nekaj mesecev, pa potrebujejo še dodatni plin. Ga nimajo dovolj, 3,5 milijarde kubičnih metrov plina. Skladišča plina obstajajo na srbskem ozemlju, ampak glej ga vraga, lastnik teh skladišč je ruski Gazprom. Zaradi tega, ker so Srbi v zadnjih 10 letih množično prodajali svoja podjetja Rusom, Kitajcem, tudi Zahodu, tudi njim, ampak ta energetska odvisnost je pa popolna. Nekateri mislijo, tudi v Srbiji, mnogi mislijo, da je Srbija v popolnosti odvisna tudi od Rusije tudi pri uvozu nafte. Pa to ni res. Iz Rusije uvaža samo 20% tega uvoza, ampak je že spet problem. Ves uvoz poteka preko naftne industrije Srbije, to je tako imenovan NIS, ki so ga že spet pametno leta 2009 Srbi prodali Rusom. In to je gigant, kupil ga je gigant Gazprom Neft in ta gigant seveda potem razpolaga z vsemi temi rezervami, ki jih Rusi dobijo tudi iz drugih držav, ki jih Srbi dobijo tudi iz drugih držav. Če bi sankcije uvedli Rusiji, NIS ne bi mogel več delovati, ker bi Rusi morali z NIS kot lastniki iti ven, bi morala Srbija potem ta NIS vzpostaviti na novo, nima denarja za to in skratka, tukaj je težav, kakor hočete. Zdaj, Srbija se tega sicer zaveda in že nekaj časa načrtuje zmanjševanje te energetske odvisnosti od Rusije in s podporo Evropske unije gradi plinovod proti Azerbajdžanu. Čez 2 leti bo končan tudi plinovod do Severne Makedonije, od koder bojo lahko dobivali, in tudi do Romunije. Tako da vendarle malo so pa začeli razmišljati, da ne moreš samo z enega konca dobivati stvari. Povedala sem zdaj to veliko povezanost Srbije z Rusijo. Je pa velika povezanost Srbije tudi s Kitajsko. Že dolga leta, začel jo je in to mnogi v Sloveniji ne vedo, tudi jaz nisem vedela, pa sem izvedela, Boris Tadić. Boris Tadić je začel povezavo z Kitajci, ker je imel občutek, da je boljše, da sodeluje in z Rusi, in s Kitajci, in z Evropo, in z Ameriko, da sedijo na več stolčkih. To imajo Srbi skozi v bistvu v tej svoji
zunanji politiki, nočejo se opredeljevati. In Kitajska je 8% investicij, vseh tujih investicij je kitajskih investicij, kar ni veliko, to je malo. Ampak podobno kot Rusija je pametna in daje kredite Srbom za gradnje železnic, predvsem železnic, cest in podobnih zadev. Kar pomeni, da s tem povečuje odvisnost Srbije od njih. Ljudje so bili pa zelo povezani, navezani in navdušeni na Kitajsko v času covida. Takrat, ko smo mi imeli afere z maskami v Sloveniji in nismo nikjer dobili mask, je bilo v Srbiji na pretek mask, na pretek respiratorjev in vsega tega, ker so prihajali avioni iz Kitajske, ki so v Srbijo vozili vse potrebne zadeve. To je skratka Srbom ogromno pomenilo, ampak večina Srbov že spet ni vedela, da je to Srbija plačevala, da to niso bile nobene donacije, ne? Da enostavno je bilo treba to plačati. In zanimivo je, naša agencija, ta oglaševalska in javnomnenjska Nina Media, deluje tudi, ima svojo poslovalnico v Srbiji in ta agencija je v Srbiji pred 2 letoma naredila anketo, koga smatrajo Srbi za največjega prijatelja, in takrat so Kitajci vodili pred Rusi. 83% Srbov je bilo za Kitajce in so mislili, da so njihovi največji prijatelji. Kitajci so pa daleč največji sovražniki pa Američani. Po vseh raziskavah javnega mnenja, in to predvsem zaradi tega, ker jih krivijo za bombardiranje NATO leta 1999 in pa njihovo veliko podporo Kosovu pri teh zgodbah o samostojnosti Kosova. Ne vem, če kdo v Srbiji ve, da Američani letno dajejo, investirajo v srbsko gospodarstvo 1,6 bilijona dolarjev. To so ogromni denarji, ne? V zadnjih 10 letih je prišlo v Srbijo veliko podjetij, ki pomembno pomagajo v razvoju Srbije. To so zdaj v redu, tukaj ne vem, koliko Philip Morris, ki ima cigarete, ampak v redu Philip Morris, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Microsoft, Oracle, IBM, Seattle Diners in razni drugi megalomanski giganti, pač ameriški, ki tudi investirajo dajajo precej donacij za razne humanitarne akcije po Srbiji in vse. Skratka, Zahod Srbom ogromno pomaga. Politično je pa pridobila Amerika, to se pravi Združene države, na pomenu, ko je prišel za veleposlanika lansko leto že omenjeni Christopher Hill, ki je bil, to je zelo znan in izkušen ameriški veleposlanik, ki je bil predtem veleposlanik v Iraku, v Severni Koreji, na Poljskem in v Severni Makedoniji. Že to nam pove, da človeka pošiljajo tja, kjer so problemi. Zdaj so ga Združene države poslale v Srbijo, ampak ne slučajno. Pred svojimi temi veleposlaniškimi ali pa med temi veleposlaniškimi mandati je bil gospod, to se pravi veleposlanik Hill, odposlanec Združenih držav za Kosovo pred dolgimi leti in potem tudi član ameriške pogajalske skupine za uresničitev Daytonskega sporazuma v Bosni. Skratka, Christopher Hill dobro pozna Zahodni Balkan in odlično govori srbsko, tekoče. Njemu je jasno, kaj se dogaja, in njega ni mogoče vleči za nos. In to je prav pristop. Mislim, da bi se slovenska diplomacija lahko veliko naučila pri večjih diplomacijah. Zdaj, poglejmo še malce na Evropsko unijo.
Srbija se je začela pogajati za članstvo, je dobila status kandidatke leta 2012, začela se pa pogajati leta 2014. Pogaja se na 35 poglavjih, mi smo jih imeli 32, oni jih imajo 35 in odprla jih je šele 22. Pogaja se pa 9 let. Slovenija zaprla je pa samo 2 poglavji, pa kot veste, se dokončno zapreti ne more nobeno poglavje, dokler niso končana celotna pogajanja. Srbija si cela leta ni naredila nič. Na samem začetku leta 2014 je bila vodja pogajalskega tima profesor dr. Tanja Miščević, izjemna poznavalka Evropske unije, odlična gospa, ki je vodila pogajanja odlično. Ampak, ko so prišli na oblast naprednjaki, Vučićevi, so jo umaknili in da bi bil hec še večji, je predsednik Vučić postavil lansko leto, oktobra, za ministrico za evropske integracije, prav Tanjo Miščević, ki jo je prej odstavil pred leti. In zdaj to je lahko kakšen pozitiven znak bil, jaz sem ga tako razumela, da bi vendarle Srbija hitreje krenila k Evropski uniji. Upajmo, da bo. Zdaj po tem pritisku očitno bo. Kot sem prej rekla, pravzaprav veleposlanik Šetinc je prej omenil, da je bila nekoč Jugoslavija faktor stabilnosti na Balkanu. Danes je ta faktor stabilnosti vsekakor Srbija. Srbija je od vseh držav na faktor stabilnosti ali pa nestabilnosti. Najmočnejša država na tem območju je in vsi tuji diplomati, celoten svet se obrača predvsem na Srbijo. Tega so se Srbi zavedali zelo dolgo časa, ampak napačno tolmačili. Tolmačili so tako, da bojo lahko delali pravzaprav karkoli hočejo, ampak to ne gre. To ne gre. In zakaj pa jaz tudi mislim, da je ta faktor stabilnosti oziroma nestabilnosti? Predvsem zaradi svojega velikega vpliva, ki ga ima na sosednje države. Recimo, začnimo z Bosno in Hercegovino. S to povezanostjo, ki jo ima Srbija in jo vzdržuje z Republiko Srbsko, v Bosni in Hercegovini zelo maje stabilnost te države in celotnega Zahodnega Balkana. Milorad Dodik kot predsednik te Republike Srbske je izjemen prijatelj z Putinom. Pred letom in pol ga je Putin sprejel v Sočiju, lansko leto je Republiko Srbsko obiskal zunanji minister Lavrov. Tukaj so tesni stiki, sliši se, da prihaja v Republiko Srbsko tudi veliko denarja iz Rusije, pomoči, tako da tukaj je precej nevarnost velike nestabilnosti. Naslednja država je pa Črna Gora. Črna Gora, kot veste, se je od Zvezne republike Jugoslavije, ki je obstajala, to se pravi združenja Srbije in Črne Gore, ki je obstajala od leta 1992 do 2006, osamosvojila leta 2006 in krenila k neki precej uspešni samostojni poti, predvsem k večjemu zavedanju Črnogorcev v svojo avtohtonost svojega naroda, svojega jezika, svoje vere in tako dalje. Zdaj, seveda, njihova zgodovina je zadnja stoletja izredno povezana s srbsko zgodovino in to je težko ločiti. Prizadevanja so vsekakor bila velika, da bi potem Srbiji vendarle uspelo v času korone organizirati velika
velike demonstracije srbskih vernikov proti srbski pravoslavni cerkvi. To je bilo vodeno vse iz Beograda, iz sedeža Srbske pravoslavne cerkve in seveda z veliko podporo srbskih oblasti. Takrat so se začele te črnogorske sile, bi rekla, demokratične ali pa tudi manj demokratične, precej majati. In vse večji vpliv je že spet dobivala Srbija, da bi zdaj vodil črnogorsko vlado, sicer po nacionalnosti gospod Dritan Abrazović, po nacionalnosti Albanac, ampak izredno usmerjen na Srbijo in na Rusijo. Vlade tam padajo. V zadnjem letu so padli dvakrat vladi, ampak se je obdržal Abrazović. Zanimivo bo pa čez nekaj dni, 19. marca, bojo v Črni Gori predsedniške volitve in na teh volitvah bo spet kandidiral Milo Đukanović, medtem kot te prosrbske sile pa resno pripravljajo svoje kandidate kot nasprotnike Đukanoviću na volitvah. Bomo videli. Đukanović je pri prejšnjih volitvah naredil veliko napako, ker se ni dovolj povezal z Hrvati, ki živijo v Črni Gori, z Albanci, ki živijo v Črni Gori in vse. To so potem nasprotniki izkoristili. Rusi so se pred leti že povsem umaknili, Rusi so pokupili pol črnogorske obale, kot veste, to je bilo splošno znano, pa so se začeli potem umikati, zdaj se že spet vračajo, tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo v Črni Gori, to je vredno spremljanja. V Severni Makedoniji dobro sodelujejo z Srbijo, zelo. Umirila so se nasprotja med Srbsko pravoslavno cerkvijo in Makedonsko pravoslavno cerkvijo. Tam imajo srbsko manjšino, ki jim je premier Zaev omogočil ponovno učenje srbščine v šolah, tako da imajo vse pravice. In ne smemo pozabiti, ko govorimo o teh odnosih z sosedi na Zahodnem Balkanu, pobude Odprti Balkan, ki je nastala na pobudo srbskega predsednika Vučića in albanskega predsednika Edija Rame. Priključila se jim je tudi Makedonija, predsednik vlade Zaev je precej navdušen na to pobudo in uspešno sodelujejo. Oni so ustanovili to povezavo v bistvu zaradi predvsem trgovinske izmenjave, zaradi lažjega prehajanja meja, medsebojnega in vse, zaradi boljših bilateralnih odnosov. Precej uspešni so bili v času korone, kjer so si pomagali z zdravili, z medicinskim osebjem in vse te stvari. Črna Gora, Bosna in Hercegovina ter Kosovo pa nočejo pristopiti k tej iniciativi. Odprti Balkan, predvsem zaradi nekakšnega občutka, da gre tukaj za srbsko prevlado. In skušajo te odnose urejevati bilateralno in prav danes sem prebrala novico, da je na žalost sporazum med Črno Goro med Kosovom in Bosno in Hercegovino o tem, da bi prosto prehajali z osebnimi izkaznicami prek meje, propadel, ker ga je blokirala Republika Srpska. Bilo je za pričakovati. Skratka, na Balkanu nikoli ni bilo miru in ga nikoli ne bo in čim prej bo to
Zahodna Evropa dojela, Amerika je že zdavnaj, Zahodna Evropa včasih to dojema, tem boljše bo. Zdaj, na kratko si je želel predsednik tudi ocene odnosov s Hrvaško in Slovenijo. S Hrvaško je bilo v zadnjem času zelo slabo, Ja. Se je pa spet popravilo, zaradi tega, ker sta predvsem predstavnika manjšin, hrvaške manjšine v Srbiji in pa srbske manjšine na Hrvaškem precej naredila za ponovno zbliževanje. Nedolgo tega je obiskal Zagreb zunanji minister srbski Ivica Dačić in imel pogovore v Davosu, sta se januarja srečala na kratko Plenković in Vučić. Predvsem je pa zanimivo, da vabijo tudi Tanjo Miščević, to veliko poznavalko, pogajalko in ministrico za evropske integracije. Verjetno bo Hrvaška ponudila Srbiji kakšno pomoč pri njenem vključevanju v Evropsko unijo in tu smo pa že pri Sloveniji, ki jo pa jaz na tem področju ocenjujem več kot negativno. Slovenija ima izredne možnosti, da bi se vključila v pomoč pri twinningu, pri tehnični pomoči, pri izmenjavi strokovnjakov v Srbiji, vendar na tem področju ni narejenega skoraj nič. Na žalost poznam to zelo dobro, tudi sama sem imela eno ali dve iniciativi, na vse to na Ministrstvu za zunanje zadeve dobiš odgovor, nimamo denarja. In če nimamo denarja, imamo pa denar pač samo za kandidaturo za članstvo v Varnostnem svetu, to je edino, kar nas zanima, nič drugega nas ne zanima. Tukaj bi nam to prineslo lahko koristi. Nimamo sicer s Srbijo zelo dobre odnose, nimamo odprtih vprašanj, se razumemo, imamo normalne stike, zelo tesni stiki so bili v obdobju predsednika vlade Janeza Janše, zaradi tega, ker sta gospod Janša in gospod Vučić prijatelja osebna in sta tesno sodelovala. Za razliko od Hrvatov smo mi pač pri tem preveč pasivni, žalostno je pa tudi na gospodarskem področju, ampak ni na gospodarskem področju žalostno zaradi tega, ker ne bi hoteli, ampak zaradi tega, ker predvsem Slovenija nima več svojih podjetij. V Beogradu je obstajal izredno uspešen klub slovenskih podjetnikov, ki je cvetel pred leti. Tam so bile glavna podjetja, ki so uspevala, Mercator, potem Kompas, Lesnina, Helios, Radenska, Kolinska, Gorenje. V vsakem srbskem gospodinjstvu boste našli domače aparate Gorenja. Ampak to je zdaj kitajsko ali pa hrvaško ali pa rusko ali pa kaj jaz vem, mi skratka svojih stvari več nimamo in zaradi tega je naš izvoz sicer se zvišuje v Srbijo, ampak tukaj nastopajo v glavnem majhna in srednja podjetja, ki niso dovolj znana in se morajo težko prebijati seveda za to težko konkurenco, ki na srbskem trgu obstaja. Najmočnejši so tam definitivno od Evropejcev Nemci, Italijani, zelo uspešni, tudi Francozi, bili so zelo Avstrijci, pa so zdaj menda nekoliko manj. Ne vem, če veste, z Beogradom nimamo več železniške povezave, čestitam slovenskim železnicam. Ne morete kupiti vozovnice za vlak v Ljubljani za Beograd. Ni povezave. Vi lahko pridete, ampak ne vozijo. Vozijo mogoče kakšni mednarodni vlaki, ki grejo mimo, ali kako je to. Jaz tega ne razumem. Čez Zagreb,
Imamo pa odlično povezavo letalsko, ki jo pa seveda vzpostavlja Air Srbija in to 2-krat dnevno. Ne? Skratka, Slovenci smo se polenili na nekaterih področjih in to meni ni všeč. In če bi bila diplomatka, še vedno tega ne bi rekla. Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost. Ja, zahvaljujem se za ta, bi rekel, zelo zanimivo predavanje. Porabila si 2-krat toliko časa, kot sva se dogovorila. Nažalost, se opravičujem. Moram pa reči, da nisem videl, da bi kdo zapustil dvorano, torej je bilo zanimivo. In zaradi tega čestitam za to zanimivo in res poglobljeno analizo, bi rekel, tega, kar smo se pogovarjali o Srbiji, ki je faktor, ki ga ni mogoče